v svoji pedagoški karieri to knjigo predpisujem vsem študentom in mislim, da sploh nisem edini. No, in izgovor, ki ga ničkolikokrat slišim, ko vprašam, a ste prebrali to in to, je ne, nismo, ker nismo dobili knjige v knjižnici. In iz tega se je porodila zamisel, da je treba ta izgovor nekako nevtralizirati. Z direktorjem založbe Alešem Pogačnikom smo hitro prišli do dogovora, da pravzaprav ne bo težko to knjigo predelati na tak način, da jo bomo lahko ponudili tudi v spletni izdaji in kakšna sreča, da je vizionarsko razmišljal o portalu, odprtem portalu za monografije ZRC in s ponosom lahko povem, da je Zgodovina historične misli ena prvih, ki je našla domovanje na tem portalu. Knjiga, upam, da drži, da je zares uspešnica založbe ZRC, je zdaj stara že 13 let, vendar pa moram povedati, da je bila vmes deležna velikih predelav, iz enega velikega zvezka je prišla v prijaznejši format v 2 zvezkih, vmes je doživela tudi prevod v srbščino, kako se prodaja v Srbiji, ne vem, ampak upam, da je tudi tam uspešnica. No, in zdaj je doživela, kot že rečeno, že svojo 3. izdajo, pri čemer se je ta 3. izdaja vrnila v obseg 1. izdaje, plus še nekaj dodatnih besedil, kajti uporabniki, zlasti nezgodovinarji, so močno cenili, mislim, da 3. poglavje izvirne knjige iz leta 2006, in sicer Filozofi in govorniki o zgodovinopisju. To smo potem iz 2. izdaje črtali, ker se nam je zdelo to mogoče malo nesmotrno, treba je bilo paziti na obseg in tako naprej. No, in zdaj je ta spletna izdaja, upam, priročnik, ki ga je mogoče vsem ponuditi, oziroma ki že je vsem ponujen in ki bo morda spodbudil tudi k temu, da si ljudje tudi pač knjigo v fizični obliki kupijo, ker mislim, da je res vredna tega.